v šestem bloku termoelektrarne Šoštanj s koncem prihodnjega leta začel sežigati tudi odpadke. Zmlete SRF odpadke, ki veljajo za nenevarne, bi primešavali lignitu. S tem bi zmanjšali tako izpuste CO2 v zrak, kot se znebili vsaj določenega dela smeti, ki zdaj ležijo na deponijah, pravijo v Tešu. Nas bi zastrupljali, zraven pa še služili, pa pravijo v šaleškem ekogibanju, ki sosežigu odpadkov v Teš 6 nasprotuje. V Šoštanju je bila Karmen Lugarič. V neposredni bližini Teša živi Valter Kolar. Tu živi in dela že skoraj celo življenje. Od lahko bi rekli zelo blizu spremlja razvoj Teša. Tukaj se nam laže že zadnjih 70 let. Se vse prekriva in laže, vse se pod preprogo spravlja. Pa v končni fazi tudi referendum, kot smo že zahtevali, bi to bilo nek civiliziran pristop, kot tudi če bi se ljudje sami odločili, da želijo to svinarijo imeti na podlagi nekega neznanja, bi se to odločili sami in bi sami mogli to tudi pojesti. Sam mi se nismo odločili, mi nismo bili vprašani, mi smo bili kar izglasovani od nekoga. In zato kot član šaleškega ekogibanja sosežigu odpadkov v bloku 6 šoštanjske termoelektrarne nasprotuje in dodaja, šaleščani ne vemo, kakšni zdravju škodljivi plini bodo iz dimnika prišli. Pri sosežigu grejo v zrak emisije, katere so od težkih kovin, se pravi molibdena, živega srebra in vse ostalo, ki ne more zgoreti pri nizkih temperaturah v teh kotlih. Kako veste v bistvu, kaj je uprašovan? Presoja vpliva na okolje je tista, ki definira glede na vhodne parametre, ki smo mi definirali. Vse potem z modeliranjem in pa seveda strokovne službe so potem predvidele in določile, kakšni so izpusti iz tega goriva, ki ga seveda mi dodajamo. In kaj naj bi dodajali lignitu? Tako imenovano SRF gorivo iz odpadkov. Gre za materiale, kot so papir, karton, les, tekstil, pa tudi plastika, razen PVC-ja. V Tež bi letno porabili največ do 160 tisoč ton SRF-ja oziroma do največ 6% masnega deleža k osnovnemu gorivu, lignitu. Slovenija lahko zagotovi maksimalno 44 tisoč ton. Kaj to pomeni? Da bomo tule uvažali smeti iz Evrope in v končni fazi to pomeni, da oni bodo kasirali, nas bodo pa zastrupili. Ni logike. 4 km tukaj, Topolšica, naravno zdravilišče za pljučne bolnike. Kaj me zdaj? Zastrupo ljudi. Kakšni so torej vplivi na zdravje? Ja, jaz, kolikor pravi presoja vpliva na okolje, pravim, da so te vplivi nebistveni in v bistvu jih ni. V tem trenutku sem pripričan ravno nasprotno, da je to še izboljšanje okoljske slike. Saj bodo zmanjšali emisije CO2, a toksikolog dr. Miran Barvar je na srečanju kemijske varnosti zapisal, da se moramo pri vrednotenju vpliva toksičnih snovi v izpustih sežigalnic in sosežigalnic na zdravje ljudi zavedati, da se njihovi učinki lahko seštevajo oziroma celo pomnožujejo, tako da mejne vrednosti ne zagotavljajo zdravega okolja lokalnemu prebivalstvu. Kolikor bi se izkazalo še kaj drugega, se seveda dodatno preveri. Mi smo, večkrat poudarjamo, odprti za vse. Preverili bomo vse, kar je potrebno. Ampak do danes, smo naredili vse, kar je v naši moči, še več. Ekogibanje je sicer predlagalo naj presojo vplivov na okolje naredi neodvisen inštitut, ki naj ga Teš najame na evropskem javnem razpisu. A v Teš pravijo, presojo so delali slovenski strokovnjaki, ki jim moramo zaupati. Pod kemijske analize se je podpisal Eurofins iz Velenja. Stroki moramo zaupati. Če stroki ne bomo zaupali, če naši slovenski stroki, ki živijo v tem okolju, ne bomo zaupali, komu potem bomo? A kaj pravijo na sosežig Šoštanjčani? Obstaja seveda vedno dvom. In ta dvom je prisoten v vsakem, ki bo tudi mogoče potem sprejel to odločitev termoelektrarne o sosežigu. Nikoli ne bomo povsem prepričani, da to, kar se dogaja, ne škodi našemu zdravju. Jaz delam v rudniku in sem absolutno proti tega, da se sežiga. Ne verjamem temu, kar oni zdaj trdijo, da bi naj bilo ne bo čisto nikoli. Trenutno o novem okoljevarstvenem soglasju še odloča Arso. Velenjska občina je zahtevala dostop do informacij v vseh fazah postopka. Šoštanjski župan pa je na vprašanje o sosežigu odgovoril zgolj z dopisom, da rekonstrukcijo kotla za sosežig vidi kot nadgradnjo in ne kot rekonstrukcijo kotla, za kar bi Teš potreboval novo gradbeno dovoljenje. Čeprav gradbena zakonodaja ne pozna besede nadgradnja. V Teš pa zaključujejo, ne izključujemo javnosti, smo v začetnih fazah postopka, nič ni zabetonirano, tudi na to, kar je narejeno, je mogoče vplivati in argumentirano javno nasprotovati. In bomo dali pozornost tudi temu.